Peter, pozdravljen. Vsebina začasnega dogovora o 4-mesečnem podaljšanju posojila Grčije je približno znana. Ali lahko katerakoli stran razglasi zmago? Ja, to je pač eden v nizu klasičnih kompromisov, kakršni se sklepajo pogosto na bruseljskem parketu, pušča dovolj manevrskega prostora, da ga vse strani razlagajo po svoje. Grški finančni minister Varoufakis je govoril o tako imenovani constructive ambiguity, konstruktivni večpomenskosti, dvoumnosti. Ne glede na prejšnjo retoriko Sirize so v grški vladi morali priznati vsebino varčevalno-reformnega memoranduma, se zavezati k izpolnjevanju njegovih ciljev, da bi pač dosegli fiskalno stabilnost in gospodarsko okrevanje. Tudi nadzor pod taktirko treh institucij je ostal nedotaknjen. Brez tega pač sporazuma ne bi bilo. Tudi enostranskim ukrepom so se morali odpovedati. Po drugi strani pa je grška vlada dosegla, da bo v okviru ciljev programa lahko predlagala sprejetje svojih, recimo bolj socialno vzdržnih ukrepov, kakršna je pomoč siromašnim. V kolikšni meri se novi pogoji, ki jih je pripravljena Grčija izpolnjevati v zameno finančno pomoč, sploh razlikujejo od tistih, ki jih je morala izpolnjevati doslej? Ja, osnovna smer ostaja enaka. Razlike bodo v podrobnostih. Recimo varčevalne zahteve, ki bi po obstoječem programu letos morali biti še zaostrena, bodo predvidoma lahko nekoliko ublažene. Bo pa grška stran socialne ukrepe morala uravnotežiti s prihodki iz drugih virov. Atene napovedujejo bolj učinkovito pobiranje davkov, bitko proti tihotapljenju, obdavčitev bogatih. Težavno pa je, da so že bivše vlade v prejšnjih letih glede tega veliko obljubljale. Narejenega ni bilo veliko. Bogati ladjarji denimo nimajo premoženja v Grčiji. Davčni pritisk na srednji sloj pa bi lahko spet okrepil nezadovoljstvo. Vendarle se mi zdi, da ni izključeno, da utegne prav levičarski Sirizini vladi ob evropski pomoči uspeti izpeljati globlje strukturne reforme in na to iz klientelistične Grčije narediti liberalno, konkurenčno gospodarstvo, ki ne bo v nedogled odvisno od tuje pomoči. Tudi republikanec Nixon je kot prvi ameriški predsednik odšel na obisk na komunistično Kitajsko. Kaj se bo po tvojem mnenju zgodilo 30. junija, ko poteče začasni dogovor in bo morala grška vlada začeti vračati denar? Prvi rok je že konec aprila, do katerega mora Grčija izvajati obljubljene reforme, pripraviti še širši program in za vse dobiti blagoslov treh institucij. Brez tega sploh ne more dobiti pomoči iz obstoječega programa, ki bi že tako moral biti končan lani. Meseci do junija so nekako čas, v katerem bo moral biti pripravljen širši program pomoči in reform za nadaljne obdobje. Samo poleti mora Grčija vrniti okoli 7 milijard dolgov in brez celovitega sistema financiranja Atene ne bodo mogle finančno preživeti. Tudi na evropski strani bodo pač v dobljenem času lahko razmislili, kako bolj uspešno nadaljevati bitko s krizo, ki je doslej vodila tudi k radikalizaciji, brezupu, socialnim stiskam. Zdi se mi, da grška vlada v vsakem primeru potrebuje trdno oporo v institucijah za reševanje krize, bodo pa to v vsakem primeru tudi dolgotrajni procesi. Kakšno je zdaj razpoloženje volivcev do grške vladajoče stranke Siriza? Ali je ta še vedno tako enotna, ko gre za pogajanja s tremi institucijami in nekdaj imenovanimi trojka? Po poročilih iz Grčije kar nekaj negotovosti, pojavljajo se prva trenja, saj od velikih Ciprasovih obljub na koncu ni ostalo veliko. Dane okoliščine so pač takšne, kot so. Šlo je za nekakšno bitko Davida proti Golijatu. Kot mi razlagajo grški kolegi, pa bo na koncu vendarle prevladal pragmatizem, saj bi vse drugo bila pot v katastrofo. Hvala za pojasnila.